Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Med nama. Danes je naš gost predsednik uprave enega največjih gradbenih sistemov v državi, hkrati pa tudi solastnik dveh pomembnih gospodarskih stebrov v naši pomurski regiji, ki zaposlujeta okoli 1500 ljudi. Po eni strani vodi podjetje z dolgo tradicijo, po drugi strani pa sprejema pomembne odločitve za prihodnost tega podjetja v teh težkih gospodarskih časih oziroma predvsem nepredvidljivi prihodnosti v gospodarskem svetu. V našem studiu lepo pozdravljam gospoda Iztoka Polaniča. Pozdravljam. Dober dan. Za začetek uvodno vprašanje. Povedal sem marsikaj o vas, o podjetjih, pa vendarle, kako bi se sami predstavili nekomu, ki vas morda ne bi poznal? Kdo je Iztok Polanič? Dobro pitanje. Moram priznati, da je to eno vprašanje, na katero izjemno težko odgovoriš. Ne? Ampak definitivno bi pravil, da v prvi vrsti sem človek družine, tam mi zelo puno pomeni, tam črpam nekšo podporo, oporo za nekšo energijo za naprej. Drugače bi pa sebe opisal kot človeka, ki je srčen, rad ima neke strokovne, odprte pogovore, ki so podkrepljene z nekšimi dejstvami. Mislim, da to vidijo tudi moji sodelavci, s katerimi delam. In rad tudi pomagam soljudem, če seveda je to potrebno. Tako da toliko za na kratko. No, to je dobro izhodišče, bomo poskušali nek odprt pogovor imeti tudi mi v tej oddaji s pomenljivim naslovom, ne, Med nama. Pa še eno vprašanje, morda nekoliko drugačno. Zrasli ste nekako, kar se v kariernem smislu tiče znotraj nekega sistema, nadgrajevali funkcije oziroma šli naprej. Menite, da bi bili v podjetništvu aktivni tudi, če ne bi bile okoliščine take, torej da bi morda bi bili podjetnik v vsakem primeru? To je predvsem zasluga mojega pokojnega očeta. Ne. Velikokrat smo ob nedeljskih kosilih imeli takšne in pa drugačne debate o podjetništvu. Mislim, da bi kljub temu deloval v podjetniških vodah, delovati oziroma celo poslovno kariero preživeti znotraj družinskega sistema prinaša svoje prednosti pa slabosti. Mogoče bi zunaj bilo enostavneje. Ampak ne vem, generalno bi pa se z vami strinjal oziroma povedal, da ja, ostal bi v podjetniških vodah, ker to me veseli in če ne bi pač imel te sreče, da bi lahko delal znotraj našega sistema, bi si pač poiskal srečo kje druge. Verjetno je pa pri vodenju nekega takega sistema, kot je Pomgrad, vedno nekako na tehnici po eni strani stabilnost, po drugi strani pa razvoj. Kako sta ti dve zadevi nekako uravnoteženi, ker sta verjetno pri dnevnih odločitvah to dva pomembna faktorja? Glejte, naš sistem generalno je izjemno socialno angažiran. Ne? In vedno, ko sprejemamo odločitve, gledamo iz obeh zornih kotov. Po eni strani je seveda rast, ki vsako podjetje potrebuje, jo mora imeti, če želi dvigovati svojo produktivnost, dodano vrednost. Po drugi strani je pa to, da spet ne vstopaš v neke posle, ki so mogoče preveliki za tebe v danem trenutku. In velikokrat, ko imamo na mizi tako velike posle, se vprašamo, če ima to smisel, če bo šlo kaj narobe, kako bomo pol tisto situacijo preživeli. In izjemen imamo posluh do okolja, v katerem delamo. Nepremičnine, gradbeništvo so nekako, bi lahko rekla, tek na dolge proge. Ne? Tudi vlaganje v nepremičnine lahko rezultirajo šele čez nekaj let ali pa desetletij celo. Koliko časa recimo vzame sprejemanje nekih takih tehtnih odločitev, ki pa bodo morda vplivali na prihodnje generacije? Dobro vprašanje. Predvsem v našem sistemu gremo v smeri nekšega počasne rasti. Z nekim preudarkom, da je vzdržna samo dolgoročna rast. Ne. Drži vsekakor, da nepremičnine se planirajo več let, še posebej, če začneš na neki zeleni livadi, moraš imeti neko vizijo, kaj bi rad tam delal. In enako je v podjetništvu.
mi imamo neke cilje, tem ciljem poskušamo slediti, vsekakor pa pot, ki si jo ponavadi začrtamo, oziroma cilj, ki se ga ponavadi damo, pridemo do njega, ne, samo pot ponavadi ni takšna, kot smo jo sprva predvideli. Ne. In pol se pač glede na dano situacijo doma ali pa v svetu temu pač prilagajaš in poizkušaš najti tisto pot do tega cilja, ki je glede na vse rizike najbolj sprejemljiva za podjetje. Pa bi se strinjali z mislijo, marsikdo, očitno Moder je včasih rekel, da je pot pomembnejša od cilja ali pa to zgolj neko modrovanje? Vsekakor se mora podjetje, pa tudi človek premikati. Ne? Mora se premikati, če hoče napredovati. Mogoče šele čez čas ugotoviš ta pravi cilj. Najbolj to, kar jaz opažam, je veliko, ko v našem sistemu vsaj, ne, ko cepetamo na mestu, pa ne vemo, kakšno odločitev sprejeti. Ne. In mislim, da ravno takrat se moraš za eno odločiti. Vedno lahko zgrešiš, ne, lahko ti imaš tudi pravo pot, ne, si se pravilno odločil. In to je tisti balans. Pravijo, učili so me, da od 100 odločitev je prav, da jih je 51 pravih in pač stremiš k temu cilju. Zdaj pa kdaj je tistih 51, pa ne veš. Prej sem spraševal o dolgoročnosti odločitev in sprejemanju, po drugi strani pa recimo meni ali pa marsikomu drugemu verjetno kot zunanjemu opazovalcu delovanja gradbeništva se zdi, kot da gradbena podjetja v bistvu gredo samo iz projekta v projekt. Ne? Ti projekti so redko gredo daljši, recimo od 3 let. To je že verjetno dolga doba za nek gradbeni projekt, marsikaj so krajši. Tudi to zahteva neko zelo pomembno, precej drugačno dinamiko, kot recimo, karikiram, neka tovarna, ki se gradi, recimo 2 leti, po možnosti vi gradite. Ampak v tisti proizvodni hali se potem nekaj desetletij izvaja neka gospodarska dejavnost. Pri vas je bistveno drugače. Gradbena panoga je projektna panoga, ne? In mi pač stremimo oziroma gremo od projekta k projektu. To pa ne pomeni, ko pa ne razmišljamo, kateri bo pa naš naslednji projekt. Ne? In tudi naša knjiga Naročil je taka, da ko že vemo, da nekaj gre proti koncu, delamo na tem, da pridobivamo že nove projekte. Ne? Je pa res, panoga je izjemno specifična, potrebuješ veliko resursov, ene zdrave kmečke pameti, ki pa jo po moje današnjem tako pretresljivem svetu vse bolj primanjkuje. Zdaj nekako, to me zanima, drži ta podatek, da je podjetje oziroma kot skupina, da ste zelo nizko oziroma praktično niste zadolženi. To nekako verjetno ni običajno za gradbeno dejavnost. Drži podatek. Mi smo, odkar sem v upravi, to je od 2018, našo zadolženost bistveno zmanjšali, oziroma je skoraj na nič, kar pa ne pomeni, da ne bomo v bodočih letih to zadolženost povečali. Ne. Namreč tudi mi, kot vsa ostala podjetja, stremimo, gledamo morebitne kakšne prevzeme, kje bi se lahko karkoli povezali z enako mislečimi partnerji. Ne. In mogoče danes gleda, da nismo zadolženi, pa bo za 2-3 leta drugače. Kako vam uspeva nekako vzdrževati to kadrovsko strukturo? Kadri, ne samo v gradbeništvu, vse posod so precejšnji izziv. Ne? Tudi zaradi tistega, kar smo prej govorila, iz projekta v projekt, različna gradbišča zahtevajo različno gradbeno operativo, različno število ljudi. To so, bi rekel, izjemni izzivi v današnjem svetu, pa ne samo pri nas, bi pravil, generalno pri vseh, kako ste pravili. Zato smo že pred leti spostavili lastno akademijo, na katero mi polagamo izredne upe. Ne. Tudi vsako leto vidim napredek, tako v nekem kadru, ki ga vsako leto izdelamo, da pridobi ustrezna strokovna znanja. Je pa res to, kar ste pa ujeli bistvo, ne. To premikanje iz projekta na projekt, ne. Enkrat je projekt lahko v Murski Soboti, Mariboru, drugi pa lahko na 3. osi, kot sedaj, naprimer, so naši največji projekti. Ne. In seveda, ko do tega pride, ljudje morajo biti pripravljeni, da se preselijo. Ne.
ker delate tretjo os na Koroškem iz Murske Sobote, nažalost ne gre. Ne. In tu je veliko krat neki, mogoče kratki stik, povejmo temu, da ljudje tega žrtvovanja niso pripravljeni narediti. Bistveno drugače je bilo v preteklosti, ko so naši starši ali pa dedeki šli, skoraj po celem svetu. Ne. Marsikdaj vaše podjetje tudi kot neke vzore postavlja ženske v gradbeništvu. Marsikatera vaša sodelavka vodi precej zahtevno gradbišče. Kako to spremljate? Kako se recimo to v času vaše kariere poslovne spreminjala? Kako se spreminja? Koliko je še teh stereotipov? Stereotipi so izjemno še prisotni, ne? Ampak mislim, da je na naših teh tradicionalnih panogah, kot je gradbeništvo, prišel čas, da te stereotipe začnemo podirati. Mi se trudimo, tako bom raje povedal, se trudimo zaposlovati vse več žensk v naš kolektiv, to je pretežno moška branža, posledično temu tudi malo bolj trda, ne? Komunikacija na trenutke ni najbolj primerna in ravno tale ženska nota, ki jo prinese marsikatera vodja gradbišča v tisto pisarno na gradbišču, zna izredno zmanjšati ton komunikacije, prinese ženstvenost, ki jo nam moškim vsekakor manjka. In tudi, gledajte, mi gledamo, to je en del populacije, ki je bil v gradbeništvu vse do danes zapostavljen. Ne? In nekaj bomo morali mi vsi narediti, da bomo ta del populacije ustrezno nagovorili in jih pripeljali v branže, v panoge, kjer doslej en spol ni dominiral. Ne? In ni bil toliko prisoten. In to je tek na dolge proge, jaz pravim, to vlaganje v marketing, kot sem že prej omenil, se pozna v našem udejstvovanju ali pa delovanju naše akademije, kako smo delali pred 7 leti, pa danes. To je kot noč in dan, pa bi rekel, da smo se šele začeli učiti abecedo. Zdaj, na gradbiščih posameznih verjetno še ne bomo tako hitro videli nekih robotov humanoidnih, ki bi recimo namesto gradbenih delavcev opravljali delo. Verjetno pa zagotovo že tudi v gradbeništvu posega umetna inteligenca, morda tudi celo pri odločanju. Verjetno je vse manj tistih odločitev, ki jih sprejemate zgolj na občutek, več na podlagi izkušenj, dolgoletnih podatkov, koliko je tukaj že prisotna umetna inteligenca, ki morda pomaga pri odločanju? V našem podjetju smo jo začeli vpeljevati tako bolj resno, kakšno leto pa pol nazaj. Ne? Tako da so naši zametki tu še precej osnovne, ne? Je pa definitivno vpeljujemo jo v neke odločevalske procese, ki bazirajo na naših zgodovinskih podatkih, se pravi, kje so bila gradbišča, kako smo bili takrat uspešni. Saj umetna inteligenca ni nič drugega kot en velik matematični, statistični model, ne? In kako že tisto pravilo pravi, garbage input, garbage output, ne? In tudi tu velik problem, mislim, da ni samo pri naši branži, ne, je to, da podjetja nimajo urejenih svojih podatkov. Ne. In nobena inteligenca, nobeno strojno učenje, nič ti ne bo pomagalo, če najprej ti ne boš naredil nekega čistopisa tehle podatkov in ko boš to imel urejeno, tako kako treba, na podlagi tega se bo pa lahko neki umetna inteligenca ustrezno učila in ti svetovala. Ne. Najmanj si pa želim, da bi sprejemala vse odločitve, ne, ker pol ne mene, pa še nekih drugih sodelavcev se več ne bo rabilo. Zdaj, poleg gradbeništva, kot sem na začetku omenil, ste se lastniško pa tudi drugače prisotni tudi v živilski industriji, v kmetijstvu, torej preko skupine Panvita. Pa če potegnemo neko vzporednico med obema panogama, težko bi izbrali, kateri bolj strateško pomembni panogi gospodarski ali za neko regijo, seveda za državo, lahko rečemo tudi za Evropo recimo. To verjetno ni naključje, ali menite, da je že takrat vaš oče, ko je nekako sestavljal to sestavljanko, imel v mislih, da bo pa to res dolgoročno, da boste to strateško pomembni panogi?
da je načrtoval to, kar je danes, bi rekel, da temu ni tako, ne, pa če po nekem naključju do tega prišlo. Mi je pa fajn, ko to tako pravite, ne. Bi rekel, da ste v manjšini, kar se tiče, kako pomembni strateški panogi sta to, še posebej, če pogledate odnos, ki ga pač ima okolje do teh dveh panog, ne. Poleg tega, da bistveno imata velik delež v bruto družbenem proizvodu, zaposlujete veliko število ljudi, kmetijski del tudi hrani ljudi, ne, proizvaja hrano. Želel bi si osebno, pa to moj brat bi znal še bolj potrditi, ne, da bi bilo malo več tega strateškega razmisleka o tem, kaj posamezne panoge pomenijo za posamezno državo, jo posledično tudi ustrezno zaščitite. Mislim, da noben od podjetnikov si ne želi nekih dodatnih ugodnosti strani države, ampak če to delajo v tujini, pa to delajo, oprostite izrazu, prokleto dobro, ne, gradijo na tem, da hočejo imeti nacionalne šampione, tako kot na primer Hrvaška, ne, pa zakaj ne bi tudi mi? Mi se vedno ujamemo v neki svoj vzorec razmišljanja, ali to ni dovoljeno, ali sam si moraš izboriti kruh, pa tako dalje, ne. Ampak pozabljamo pa na to, da vse velike zgodbe, če hočeš narediti veliko zgodbo, pa rabi panoga podporo države. Ali pa podjetje rabi podporo države. Drugače po moje, ko enostavno ne gre. Katere države bi lahko bila recimo tukaj vzor mogoče za obe ti dejavnosti? Ker pa so stvari urejene, zdaj pogosto se oziramo severno čez mejo, ne, v Avstrijo. Kar se tiče gradbeništva, definitivno bi nam moralo biti za zgled Avstrija pa Nemčija, ne. Tam se vejo, kakšna so pravila igre v njihovi panogi, ne. Tudi tam pride do nečednih poslov, daleč od tega, ne, ampak če to primerjam z našo urejenostjo, je tega bistveno manj, ne. Tudi bistveno manj je sive ekonomije. Mi si nočemo priznati, da je siva ekonomija v Sloveniji izredno prisotna, ne. In če ste kdaj rabili električarja doma ali pa vodovodarja, približno veste, kako ste ga plačali, ne. In dokler mi ne bomo našli ustreznega odgovora na to, pa zato imamo politiko, pametnejše ljudi od nas, ne, tako dolgo bomo tam, kjer smo zdaj. Kar se pa tiče kmetijstva, pa to področje žal premalo poznam, ampak to, kar pa vsaj vidim, pa to, ki imamo sedaj partnerstvo skupaj z hrvaškim podjetjem, bi rekel, da nam je Hrvaška na tem področju definitivno lahko za vzor. Po drugi strani pa verjetno tudi Hrvaška se kot kupci recimo zagotovo vsi opazimo, ne, da Avstrijci kupujejo avstrijske izdelke. V Sloveniji kup sredstev je bilo vloženih v to ne moramo reči v razne kampanje, ampak je verjetno to premik, ki se bo zgodil še skozi desetletja, da se bomo zavedali, da kupujemo domače, da domače pomeni kvalitetno in tako naprej in tako naprej. Znate kako, Slovenec je zaveden samo tako dolgo, dokler se ne dotakne njegove denarnice, ne. In to še kako drži, ne, pa ne je samo na kmetijstvu, bilo kje. In dokler bomo imeli takšno miselnost, država ali pa regija ne da mogla prosperirati. In pozabljamo na to, da če kava stane 2 evra, tisto moja daljna sorodnica lahko ima tega plačo. Potroši pri vas, potroši nekje druge. In mi ta koncept pozabljamo. Na Hrvaškem ali po drugih državah so se ga začeli zavedati, ne. Napredne države ga pa že imajo vpeljanega x let. Ker ste omenili partnerstvo torej z hrvaškimi investitorji v Panvitu, me to zanima, kakšen pomemben razvojni korak je v bistvu s tem bil omogočen nekako Panviti, ker kar nekaj raznih v bistvu ne samo prevzemov ali pa tudi lastniških stopov, ki so se zgodili preko Panvite, se je že od takrat zgodil nekako. Panvita je danes tudi zaradi tega vstopa hrvaškega kapitala verjetno bistveno drugačna, kot bi bila brez tega. Glejte, 2 leti nazaj smo imeli tisto gromozansko krizo, ne, ko je s tole vojno za Ukrajino padala. No, to je še nekoliko več, ne, še dlje časa nazaj. In takrat je Panvita šla skozi težko obdobje. Pa ne samo Panvita, cela kmetijska branža, ne. Danes govorimo o tega vstopa, ko je leto dni ali pa leto pa pol nazaj,
bistveno drugi Panvite. Pa ne toliko iz stališča nekega tehnološkega znanja, ker to je bila naš doprinos v tole partnerstvo, ne, ampak predvsem z finančnega vidika. Danes je Panvita bistveno bolj finančno trdno podjetje, kot je bilo takrat. In tudi, ko jaz to gledam oddaleč, ne, ker nisem tako vpete, vidim, da imamo skupne poglede na nadaljnji razvoj Panvite. Ne. Tudi izvedli smo kar nekaj naložb, tudi eden izmed bolj odmevnih prevzemov je bil lani z nakupom Mlinarja, ne. Ampak to ljudje nočejo videti, pozabijo, bolj se raje ukvarjamo s tem o nekih nacionalnem naboju med enim pa med drugim. V resnici pa se ni nič bistveno spremenilo, ne. Hrvaška družba, kapitalska družba, finančna družba je vstopila v Panvito, prinesla sveži denar. Mi smo dobili za to 49%. Skupaj družbo razvijamo, stremimo naprej, tudi pogovarjamo se o novih prevzemih, tudi vlagamo naš lastni denar nazaj v te prevzeme. Tako da gledajte, jaz mislim, da čez 5 ali pa 10 let bomo vsi lahko izjemno ponosni na to, kar smo se takrat odločili. Pumgrat in Panvita sta nekako verjetno edina dva taka gospodarska velikana, ki imata korenine bistveno nazaj, preden se je vaša družina vključila v to podjetje. Edina sta pravzaprav ostala, ne? Drugih v regiji ni več iz takšnih ali drugačnih razlogov. Zdaj, če mogoče sami gledate iz časovne distance nazaj, kaj je bilo takrat ključnega, da je vašemu očetu, pa tudi njegovim sodelavcem v tistih časih, ko so se te lastniške spremembe dogajale, da mu je uspelo, ker so bili potem temelje za vse to, kar se dogaja danes? Znate, kaj prav bi to, ko je predvsem mojega očeta kalilo ena prava mera. Nekša zdravo pamet. Ne. Nismo šli v neke nore gradbene podvige, kot je šla naša konkurenca 2008 naprej. Ne smo pozabiti, ko takrat so se gradila stanovanja, vsak je skoraj lahko dobil kredit na banki. Ne. Od pekov pa do resnih investitorjev so gradili stanovanja, posledično se je to zgodilo, kar se je zgodilo. In takrat je oče skupaj z svojimi sodelavcami, pa tudi drugimi lastniki, se pač odločil, da mi se tega ne gremo, bomo šli po nekih manjših korakih, posledično tudi ni bilo tolikšne rasti, kot je to mogoče bilo pri katerem naši konkurence. Ampak gledajte, ravno ta naša preudarnost, dolgoročna vizija, mogoče manjša žlica, ne, smo danes tu, njih pa ni. Ne. In upam, da bomo takšno modrost imeli še tudi v nadaljnjih letih. Tako kot ste omenili, takratnih konkurentov pravzaprav ni več na trgu. Pojavili so se pa seveda novi. Ste pa vendarle tudi vi v tem času kot Pumgrat precej zrasli. No, gledajte, to imate popolnoma prav. Ne. Tam, kjer se del trga sprazni, ga zapolni nekdo drug. Ne. Tudi mi smo ga deloma popolnili, ampak vseeno je konkurenca prisotna. Ne. In tisti, ki trdijo, da pri nas v gradbeništvu ni konkurence, ga toplo vabim v naše poslovne prostore, komercialo, pa se naj tam dokaže. Ne. Drugače pa, mi smo lani naredili slabih 230 milijonov konsolidiranih prihodkov. Temu je sledil tudi ustrezno rezultat, na kar smo ponosni. Ponosen sem na ekipo, ponosen sem na sodelavce. Kot sem že omenil, to ni enostavni kruh. Rabiš trdo kožo, rabiš inženirsko spretnost in upam, da bomo tem trendu poizkušali slediti tudi naprej. Se pa obenem zavedam, da je plod te rasti tudi botrovala vlaganja v infrastrukturo strani države, ne, ker država kakorkoli je naš največji kupec, ne, ima največ razpisov in se tudi pripravljamo na morebitno težje obdobje, ki bo vsekakor prej ali slej prišlo. Bi lahko morda izpostavili, čeprav niste
po stroki gradbenik, ne, ampak vendarle kakšnega izmed gradbenih podvigov iz zadnjih let, ki je uspel vašim sodelavcem, vašim ekipam? Glede, jaz gledam gradbene podvige skoraj vsak dan. Ne. Ali če to ni samo gradbeni dosežek, je pa delo z ljudmi. In če pa že moram izpostaviti, je pa definitivno pred leti je bila Magna, ne, katero smo uspešno zgradili v rokih, tudi v predpisanem budžetu. Ne. Zadnja, ki jo gradimo podobnega kova, je tudi Lek v Lendavi, ne, ki je še bistveno večja, še bolj kompleksnejša, še bolj, bom rekel, skoraj just in time projektiranja. Ne. Kar se pa tiče infrastrukturnih projektov, pa gledajte, opazite nas na avtocesti, ne, z vsemi slabostmi, ki temu pritičajo. In teh projektov je ogromno. Ne. Dramlje, na primer, eden izmed takšnih projektov, ki lahko samo povem, kapo dol našim dečkom pred rokom v zahtevani kvalitete. Je pa res to, ko to za sabo potegne tudi določeno izčrpanost, določeno obremenjenost, kar vi kot voznik na avtocesti tega ne vidite, vidite samo zastoj. Ne. In mogoče tudi mora naša branža, panoga nekaj narediti več, nekaj izkorak, ko bomo to znali bolj prezentirati širši javnosti. Tako da je pred nami še kar ena pestra marketinška, komunikacijska pot. To mi je zanimiva ta analogija, ne? Na nek način gradbeni podvig, zahtevno zadovoljstvo, po drugi strani nezadovoljstvo voznikov, šoferjev. Sem pa pred časom je nekdo rekel, da enostavno pač vzdrževanje avtocest zahteva svojo dinamiko. Ne? In na primeru Avstrije, o kateri sva govorila, da če bi želeli, da se recimo avtocesta primerno vzdržuje na relaciji od Gradca do Dunaja, da potem praktično v vsakem trenutku morajo potekati na tem odseku gradbena dela. Je verjetno kaj podobnega tudi v Sloveniji, ne? Se pravi, težko bo verjetno voznik iz Murske Sobote pričakoval, da se bo v katerem koli trenutku zapeljal recimo do Kopra brez tega, da bi naletel na neka dela na cesti. Jaz mislim, da je nemogoče. Nemogoče, ne. Tu pa še toliko bolj pride v poštev pravilno planiranje. Ne. Bom rekel strani Darsa kot lastnika avtocest. Ne. Mogoče res v danem hipu preveč vsega naenkrat, ne, ampak treba pa tudi to razumeti skozi neko prizmo, da se pa v preteklih letih ta dela, ki so potrebna, niso izvajali iz x razlogov, ne, ker ne bomo zdaj tu vse naštevali. Eno je definitivno zelo pomembno, so tala pridobivanja gradbenih pa tako dalje, ker imamo res zahtevno prostorsko zakonodajo. In ljudje, ki razmišljajo ali pa mislijo, da bo prometa vse manj, se nažalost motijo. Prometa bo vse več, razen če se bo zgodil COVID, bog ne daj, ali pa pride do vojne, bog ne daj, ne. Ker pač blago prihaja do nekih izmenjav, ne. Pride nekje noter v pristanišče, pa se mora pripeljati na neke ciljne lokacije. Seveda si vsi želimo, da bi to šlo ali po železnicah, ali po zraku, ali kakorkoli, samo ne po moji cesti, ne. Ampak temu žal pač ni tako. In tudi ko se peljete, ravno jutri imam pot na Dunaj, sem si danes pogledal pot, ja, na poti so 4 gradbišča, pa je do Dunaja 250-260 km, ne. 4 gradbišča so. Pa se ne morem tožiti, psihično sem se že pripravil, vkalkuliral sem si, da mogoče rabo pol ure ali 1 uro več, pa pač vzameš zakup, ne. Se mi pa zdi, da bi Sloveniji radi vse imeli, zato pa ne bi nič žrtvovali, ne. In ko ti zamudiš neki določeni vlak v nekem razvoju, ali je to v podjetju, ali v infrastrukturi, bolje bistveno teže to nadoknaditi. Prej ste nekako omenili, da ste kot gospodarstvenik pripravljeni tudi na čase, ki pa morebiti ne bodo tako pozitivni, kar se tiče gospodarske rasti, ki ne bodo tako naklonjeni. Iskreno me zanima, kaj menite, so pred nami krizni časi, je pred nami še ena kriza? Koliko optimistični ali pa črnogledi ste glede gospodarske prihodnosti Slovenije? Izjemno zahtevno vprašanje. Ne? Nisem ekonomist, nimam makroekonomskega pogleda, to lahko samo ponavljam to, kar nam drugi pametnejši od nas razlagajo. To, kar se danes v svetu dogaja, bomo mi občutili. Tisti, ki misli, da temu tako ne bo, mislim, da se mote. Strinjam se z ekonomisti, ki pravijo, da še najhujše prihaja.
ker vseeno treba vedeti, kar se zdaj zgodile v tele ožini, ne, to je prišlo do zastoja, nekje je bilo skladišče, ta skladišča se počasi praznijo in ker ni bilo rednega dotoka nafte, pa drugih derivatov, pa gnojil, pa kaj znam vsega, ne, se spraznila, ne, in enkrat bo prišlo pomanjkanje. Tisti, ki so bili pametni, pa so si lahko te zaloge pravočasno naredili, so spet pridobili 3, 4, 5, 6 mesecev, ne, ampak to luknjo bo trebalo prej ali slej zapolniti. Tako da jaz bom presenečen, odkrito povedano, če bomo v Sloveniji dosegli tole zdaj pričakovano rast od 1,8, 1,9%, in mislim, da jo bomo proti jeseni korigirali. Ampak še enkrat ponavljam, nisem ta prava oseba, na katero se to vprašanje mora nasloviti. Kako morda v tem, pa tudi ne samo v tem, tudi širšem kontekstu gledate na Pomursko regijo, na Mursko Soboto, ki vidite prihodnost tega mesta, te regije, morda neizkoriščene potencijale? Mislim, da je moje osebno mnenje, Murska Sobota pa s tem regijo prehodila eno žilovo, trdo pot in smo ven iz tistega najhujšega. Vidim vse to, kar jaz slišim na Pomurski gospodarski zbornici, vidimo utrip malega podjetništva. To mislim, da je za vsaka regija se lahko samo želi. Oddaljeni so tisti časi, ko smo govorili, da smo na vsaki lestvici razvoja nekje na repu, ne. Tako da definitivno smatram, da je pred regijo kot tako ena svetla prihodnost. Kje pa bomo morali nekaj narediti, je pa na tem, da mlade ohranimo v regiji. To bo po moje ključnega pomena. Ker če tile ne bodo tu ostali ali pa se bodo ne samo odselili v osrednjo Slovenijo ali pa v Maribor, ne, lahko grejo v Avstrijo. Glejte, v Avstrijo, Graz, mesto kulturno še bogatejše kot pa Ljubljano, gospodarsko, bistveno bolj razvito, ne, ni tako daleč stran. Do meje za Avstrijo, do Bad Radkersburga imamo, ne vem, 15-20 kilometrov, ne. In to so vse tiste politike, na katere bi morala obstoječa vladna stranka, katera že počkoli najti ustrezne odgovore. Mi smo res v eni taki nehvaležni poziciji, ne. Hitro prideš v Avstrijo, hitro prideš na Madžarsko, pa hitro prideš na Hrvaško, ne. In Hrvati nas počasi dohitevajo, Avstrija je daleč pred nami in težko boš enemu mlademu človeku, ki bi se rad tu zgradil kariero, spostavil družino, zgradil hišo, bla, 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 ne, povedal, ostani tu. Če ne bo imel tudi nekega ustreznega denarnega nadomestila, ne, v takšni ali drugačni obliki, ker bo tem raje izbral, da pač gre v Avstrijo ali pa kamorkoli drugam, ne. In to je po moje tista politika, na kateri bo morala ne samo regija kot takšna, ampak celotna država izjemno in predvsem trdo delati. Ampak če povemo recimo na vašem primeru, na primeru ali Pomgrada ali pa Vitene, recimo kot smo prej rekla, največji delodajalec, če kombiniramo obe številke, kako prepričujete mlade, da pa vendarle kljub vsemu temu naštetemu, naj ostanejo v regiji, naj tukaj ustvarjajo? Kaj je tisti argument, recimo, s katerim bi vi prepričali nekega 20-25-letnika, da pa vendarle ostane? Prvo kot prvo mora imeti rad gradbeništvo, ne. To lahko za mojo panogo govorim. Brez te ne bo hotel delati. Ko vidimo, da ima tisti žar, mu poleg nekih, bom rekel, finančnih prejemkov, ki so izjemnega pomena, ponudiš mehke stvari, ne. To je konstantno šolanje, to je ustrezna klima v podjetju, urejeni odnose, izjemno ploščata organiziranost podjetja. Jaz sem ponosen, pa tudi ostala uprava, da so naša vrata vedno odprta. Tudi za navadnega delavca na gradbišču potrka, preden noter se pogovorimo, katere probleme ima. Če jih znamo rešiti, jih poskušamo rešiti, če ne, pač povemo, kaj pač ne gre, ne. In na tem se mora delati, ne. Danes, veste, kako sem še prej menil, plača je pomenil, ni pa vse.
In če ti znaš narediti en pravilen miks, pol ti je bistveno lažje pridobivati nove talente. Seveda, tudi novi talenti se jim zgodi neka življenjska sprememba, ali spoznajo partnerja, od nekje drugje pa se odseli, ali spozna, da gradbeništvo ni za njega, ali pa več ne bi rad delal v operativnem gradbeništvu, skratka na gradbiščih bi rad delal v pisarni, bi rad bil bliže domu in te pač pride do neke fluktuacije. Ampak jaz se moram pohvaliti, ta fluktuacija je pri nas izjemno nizka, tako da bi rekel, da vseeno nekaj delamo prav, težko je to vse merljivo, ampak če vsak ta mozaik nekako poskuša izložiti, vse ti mogoče poklopi. Pogosto, ko govorimo o mladih v regiji, govorimo o tem, da naj ostanejo doma ali pa da se po šolanju vrnejo nazaj. Le malokrat pa kdo omeni, kako pa bi lahko Pomurje in regija privabila tudi mlade iz drugih koncev države. Koliko je takšnih, ki morda iz drugih koncev države pa pridejo tudi zaradi Pomgrada v to regijo? So kakšni takšni primeri? Zdaj, če mislim vsem na Štajersko, definitivno. Pri nas je velika večina teh mladih, ki pridejo k nam, že iz Štajerske regije. Prinesejo svoj način razmišljanja, svoje poglede. Ugotavljamo, da smo izredno kompatibilni, čeprav nas loči črno-bela pa vijolična. In to dela našo družbo pa našo podjetje izjemno pestro. In jih je pa potrebno že v pravem trenutku nagovoriti. Zato tudi mi imamo v našem podjetju štipendijsko politiko, imamo našo akademijo, kot sem že večkrat povedal, in delamo že v vrtcih. Ravno pred 2 tednoma smo imeli oddelek iz Mursko-Soboškega vrtca, da pogleda, kaj mi delamo. In veste, kaj je fajn, da tile otroci, pa naj so to vse tam do nekje do 8. 9. razreda, vsi bi šli delati gradbeništvo. Vsi. Ampak pol je po moje neki pritisk staršev ali nekega okolja, ki pravi, ne, to pa ne boš, to je pa umazana panoga, trdo delo. Ampak časi se spreminjajo. Danes biti neki strojnik, voznik, pa to so drugi ljudje, drugi pogoji dela, kot so pa bili res 40-50 let nazaj. Uvajamo električno vozilo, imamo že kar nekaj našega voznega parka je na elektriki. Tudi razmišljam, da bomo to še razširili. Delamo v smeri vse nižjega CO2 odtisa, ker to nam je pomembno. Mi verjamemo v to politiko, čeprav za Evropo pravi, da to več ni tako interesantno. Ampak mi verjamemo, ker delamo nekaj dobrega za naše zanamce. In mislim, da ta generacija, ki prihaja, razmišlja podobno. In če znaš na tele njihove vzvode ustrezno pritisnuti, potem tudi tu ostanejo, so se pripravljeni za tole panogo ustrezno žrtvovati. In mislim, da je pa tudi zelo pomembno, ko pa imajo doma podporo svoje družine. Če tega njihovi starši ali pa partnerji ne razumejo, potem tudi v takšni panogi ne morejo delati. Kako drugačen je Pomgrad, posledično navsezadnje tudi vi, ker centrala vendarle ostaja v Murski Soboti. Seveda ste tako vi kot celoten Pomgrad, vaši kolegi sodelavci, morate biti prisotni ne samo v Ljubljani, tudi po drugih koncih, po gradbiščih, ki ste jih prej omenjali. Ampak vendarle, nekako glavne odločitve se sprejemajo v Murski Soboti, ne v Ljubljani. Tukaj ste precej drugačni od konkurentov. Je to prednost, je to slabost ali pa pač neka okoliščina, s katero nekako žonglirate? Mislim, da to zadnja. Je neka okoliščina, s katero moramo znati žonglirati. Tedensko naredimo izjemno veliko kilometrov med Ljubljano pa Mursko Soboto. Imamo tam tudi svojo pisarne, kjer upravljamo sestanke. Marsikaj bi bilo bistveno lažje, moram kar biti odkriti, če bi bil sedež v Ljubljani. Tudi kakšna problem bi se bistveno hitreje rešil. Ker vseeno odločevalci so tam. Odločevalci so tam, tako je. In tudi ta melje gradbene je bolj ali manj Ljubljana, pa še plus 50 kilometrov. Tako da probamo žonglirati. Vsekakor nam je interes, da malo bolj
globje stopimo tudi v osrednjo Slovenijo. Saj ima dejansko samo projektno izvajanje ima omejitve svoje, ne, z nekimi razdaljami, transportnimi potmi in ves čas sondiramo trg, če se bo kdaj kakšna priložnost potencialno pojavila. Pa morda ena prednost, da pa je vendarle centralna v Murski Soboti? Prednost je pa definitivno ta, da je bistveno bolj umirjeno. Bistveno bolj umirjeno, ne. Ni tega kaosa, ne. Opažam tudi osebno, da sodelavci tu pa tam potegne kakšno uro, ne, ker do doma imajo 10 minut, ne. V Ljubljani, če kakšno uro potegneš, pol ne prideš ob, ne vem, 5, prideš že ob 7 zaradi prometa, ne. In to so prednosti, ne. In življenje v tej regiji je čudovito. Tisti, to kot starejš lahko povem, da je, ne bi nikoli živel v Ljubljani. To me nihče ne bo prepričal. Ima seveda svoje prednosti, kulturne dogodke, športne dogodke, tudi mogoče pogoji za zamenjavo službe so bistveno lažje, ne. Ampak kaj se pa tiče življenja, kaj se tiče udejstvovanja v nekem športnih aktivnostih, kar se tiče nekih teh medsosebskih odnosov, neprecenljivo. Kateri šport vas morda zasebno zanima, s katerim se ukvarjate, ali pa kak drug hobi? Kdo je, če so prej povedala Iztok Polanič, na začetku ste začeli z družino, seveda s podjetjem, pa z vsem ostalim, ampak vendarle verjetno obstaja tudi nekaj, kar vas zanima, tudi ko niste v službi. Drži, to se moram zahvaliti mojemu bratu, ne, strasten kolesar. Jaz sem bistveno manj strasten, ampak mi je pa v veselje, ko lahko sedem na kolo. Letos še nisem bil tako priden, kot je to bilo v preteklih letih. Naredim tistih 2000 kilometrov, kar je, se mogoče sliši veliko, ampak v resnici je malo. Rad se ukvarjam z kuhanjem, to je nekša passion, ne, strast. Pa rad preživim čas z mojo družino, z mojo partnerko, z njeno hčerko. Veste, to so treba ujeti še ta trenutek, ne. Zdaj, otroci moji postanejo že najstniki, mogoče še bistveno prej, kot bi si pa kaj to želel, ne. In izkoristimo trenutek. Hitro jih ne da in teda nam pa prokleto žal. Poglejva še malo v prihodnost, če bo recimo čez 5 let sedela tukaj v tem ali pa kakšnem drugem studiu. Kaj menite, da bo drugače v Pomurju, v Pomgradu, pri vas? Spet moram biti vizionar, ne. Kar se tiče poslovno, bi si želel, ko tako stane, kot je. Kakšna zmerna rast, pripravljeni smo tudi na kakšne hujše scenarije, ne. Ampak ne bi si pa želel neke turbulence pretirane. Ker turbulenca za sabo prinese tudi kakšne težke odločitve, ki niso nikoli enostavne, ampak jih tudi moraš sprejeti. Zdaj, kar se tiče regije, jaz upam, če bova imela ta pogovor čez 5 ali pa 7 let, govorila o kakih večjih infrastrukturnih projektih, ki so se pri nas zgodile. Pa ne zato, ker bi mi bili zdaj gradbenik, pa moramo to ravno početi, ampak mislim, da Pomurje rabi eno razvojno brco. Dobili smo jo že v preteklosti, zdaj pa rabila nekaj novega. Tu prvo, kar mi pade v misel, je tudi nadaljni razvoj Leka, ne. Lek bo po mojem naredil, no vsaj želim si eno strašno zgodbo, ne, pozitivno zgodbo, pripeljal bo tehnični kader. Kar se pa tiče naše kmetijske branže, si pa želim, da že enkrat naredimo tale projekt namakanja iz reke Mure, ne, ko to cepetamo na mestu, ukvarjamo se spet z proceduralnimi napakami, kdo kaj ni vložil, zakaj ni vložil, na mestu, da bi se ukvarjali z ciljem, kot so se prej menila, pa z potjo, kako priti do cilja. Mi se pa ukvarjamo že sedaj z potjo, cilj sicer vidimo, ampak ni tako pomemben, ne, ampak ko bomo nekaj delali. In to me izredno boli. In tu smo zdaj v teh zadnjih par letih nismo naredili čisto nič, kar se tiče tega namakanja. Nekši mali ukrepi, koraki smo naredili, ampak s tako dinamiko se ravno do penzije, jaz osebno pa vi tudi včakamo tega namakalnega projekta, ki ga naša regija, ki
ki je znano po kmetijski pridelavi, pa upam, ko bo tako ostalo, mogoče bolj sofisticirano, moderno, nujno rabi. Ne. Kaj se pa tiče mene, kako osebno, pa predvsem, da bom zdrav. To je edino, kar si želim. Življenje se lahko hitro obrne drugače in če bom imel isto zdravje, kot ga imam danes, mislim, da mi ne bo nič manjkalo. Pa tudi seveda srečo v privatnem življenju. Naj bo ta misel primeren zaključek najnega tokratnega pogovora. Gospod Iztok Polonič, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala vam. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Nasvidenje.